dvorani Slovenske filharmonije oziroma dvorani Marjana Kozina. Dvorana je široka 15 metrov, dolžina dvorane je 40 metrov. Na partersko dolžino 8 metrov razteza balkon. Skupno število sedežev je 507. Oder zavzema približno četino dvorane. Na zadnji del je rahlo zaobljen, zadnja stena je prekrita zaveso, ki se razteza od stropa do tava. Poglej so na obeh straneh pod stropom po dve steni slikali. Pred zadnjo steno so 300 metrov širini odra namenjene zboru. Na vsaki strani odra je dvoje vrat. Pred stopnicami na desni strani je miza, na kateri so zahvali. Ob mizi levo na stojalo visita zastave Republike Slovenije in Evropske unije. Na sredini odra so 3 mize z instrumenti orhovega orkestra, pred njimi pa je mikrofon. Na levi strani je črven koncertni klavir, za njim pa dve zastavi s simbolom centauri in napisom stoli. Na robu odra tik pred gledalci oder krasijo 4 trebane, Herbert, Lili in Mali. Spoštovani gostje, gospe in gospodje, dragi prijatelji in podporniki centra Iris, dober večer želim vsem skupaj in lepo pozdravljeni. Slavnostno akademijo ob 100-letnici šole za slepe in slabovidne smo pričeli z Pravljico v izvedbi Mije Koritnik, ki jo je spremljala učiteljica Neva Lašta. Naj vam še enkrat torej zaželim dobrodošlico na dogodku, ki nas najprej vodi v 18. stoletje. Že danega leta 1784 je veliki humanist in pedagog Valentin Aui ustanovil prvi zavod za izobraževanje slepih v Parizu. Iznajdba pisave slepih Louisa Brailleja pa je odprla neslutene možnosti izobraževanja slepih. Kmalu so bili tudi drugje po Evropi ustanovljeni zavodi za slepe. Nekateri slepi Slovenci so na podlagi volitev se šolali v Avstriji, kjer so imeli zavode za slepe že v začetku 19. stoletja. Mi pa smo dobili svojo prvo ustanovo leta 1919 v Ljubljani. In temu v čast smo se danes zbrali tukaj v dvorani Slovenske filharmonije in to terja seveda tudi prvi aplavz. Dolgo obdobje in tudi v naši ustanovi se je skozi različne generacije nabralo veliko zgodb in bilo veliko ljudi. Del teh bomo spoznali in delili z vami nocoj na tej prireditvi, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Žal se nam zaradi službenih obveznosti nocoj ni mogel pridružiti. Veseli pa smo, da nocoj z nami praznuje državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gospa Martina Vuk, ki jo vabim pred mikrofon. Thank you. 18.
spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovani vsi, ki ste se danes tukaj izbrali in ste kakorkoli povezani z Zavodom Iris, našo šolo, edino šolo v Sloveniji za slepe in slabovidne, prinašam vam en prav poseben, prisrčen in prijazen pozdrav tako v imenu ministra dr. Jerneja Pikala, v svojem lastnem imenu in v imenu celotnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Danes je poseben, slavnostni dan, kajti 100 let se seveda ne praznuje vsak dan. V človeškem življenju 100 let dočaka redko kdo. V razvoju šole za slepe in slabovidne, ki je v resnici mnogo, mnogo več kot le šola, kot le izobraževalna inštitucija. Pomeni tudi neke vrste zatočišče, dom, če lahko temu tako rečemo, zato, ker se je v vseh teh 100 letih razvijal poseben način dela, posebne metode. Vse učiteljice in učitelji, ki danes delujete in ste delovali skozi vsa ta dolga desetletja v tem zavodu, veste, koliko dodatnega izobraževanja je bilo potrebnega, koliko novosti ste uvedli in kako zelo pomembno je bilo za vsakega tistega, ki je bil deležen vašega šolanja, ki je bil deležen vašega dela, kako veliko spremembo je to pomenilo v življenju mladega človeka, mlade osebe, otroka, ki odrašča v svetu, za katerega ne ve, ali je čisto njegov svet. V svetu tistih, ki mislimo, da je vse, kar ni tako, kot si sami predstavljamo, drugačno, torej nekje na strani. Mi pa si vendarle želimo sobivanja. Želimo si vključenosti vsake in vsakega v naši skupnosti. In če želimo to vključenost in to polno aktivnost v družbi doseči, potem to pomeni, da moramo prilagoditi okolje. To pomeni, da smo vsi mi tisti, ki si moramo prizadevati za to, da se vsak med nami in vsaka med nami počuti, da v tej družbi lahko polno deluje v skladu s svojimi potenciali, svojimi željami in v skladu z enakimi možnostmi kot vsi ostali. Danes želim izreči res iskrene čestitke direktorici, vsem zaposlenim, vsem, ki ste v vseh teh desetletjih delovali in izreči tudi priznanje za to, da lahko rečem, da je Zavod Iris tisti, ki se nikoli ne brani sprememb, ki ne reče, tako smo ves ta čas delali, pa bomo še naprej, pač se je bilo dobro do zdaj. Ampak vedno išče nove načine, včasih tudi na izjemno kreativen način, ker vemo, da sistem vedno sledi novosti, ponavadi jih nikoli ne uvaja vnaprej, ampak se prilagaja za nazaj, zato je treba biti včasih izjemno iznajdljiv, pomembno je sodelovanje s tujino, pomembno je iti korak s časom, zato ker se to na koncu pokaže ravno tistim, ki jim je Zavod Iris namenjen. Želim še mnogo uspešnega dela in želim nam vsem, da bi se zavedali, da ta svet vendarle bogatimo s svojimi različnostmi in da, če bomo se uspeli povezati v skupnost, jo bomo samo bogatili in bo ta skupnost lahko samo močnejša in bolj naprej. Srečno in hvala. Hvala lepa, gospe Martini Buk, seveda nam nekaj besed na ta slovesen in, kot smo slišali, tudi poseben dan namenja varuh človekovih pravic, gospod Peter Svetina. Lepo pozdravljeni.
Kljub temu, da so očala del mojega življenja in da jih nosim čas, se vsekakor ne moremo živeti v tisto, kakšen je vaš svet. Izmed vseh naših 5 čutil je oko tisto, ki sprejema največ informacij, 83%. In kljub temu, da še vedno kar dobro vidim, se včasih zgodi, da mi uide tisto, kar je bistveno. Tako kot nam v silni empatiji, ljudi z različnimi oviranostmi oziroma takšnimi ali drugačnimi, recimo temu drugačnostmi, še vedno prepogosto uide tisto temeljno, to je spoštovanje. In tega se vsak dan učimo, vsak dan in vsi. Občastitljivem jubileju, 100. obletnici vaše šole, gre za to moj velik hvala vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem in vsem ostalim, ki ste kakorkoli povezani s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe slabovidne. Hvala za to, ker to vrednoto razumete, jo prenašate, predvsem pa jo živite. Učenje in izobraževanje spadate med temeljne človekove pravice, zato hvala, da slepim in slabovidnim skozi vaše inkluzivne izobraževalne in vzgojne programe odpirate oziroma ste odprli vrata v življenje. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Petru Svetini. Seveda pa je prav, da o tem jubileju nekaj besed pove tudi nekdo, ki je z zgodovino centra povezan že dalj časa. In kdo drug bi znal povedati več kot dolgoletni ravnatelj Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, gospod Stane Florjančič. Pred 100 leti so se naši predhodniki zgledovali po avstrijskem znovu. Slovenski slepi in slabovidni, predvsem pa oslepeli vojaki, so se šolali v avstrijskih zavodih. Zahvala gre našim učiteljem in predvsem učiteljicam, ki so bile v večini imune, da smo dobili šolo za slepe v Ljubljani. Šolsko leto 1918/19 je bilo prelomno leto za slovenske slepe. Dobili so možnost šolanja v Ljubljani in to v slovenskem jeziku. Seveda ne moram omeniti gospo Minko Skaberne, profesorica na ljubljanskem učiteljišču, ki je organizirala prepisovanje knjig v Braillovo pisavo. In s tem je bila ustanovljena tudi knjižnica za slepe. Hranimo Cankarjevo pismo, ki dovoljuje prepis njegovih del v brajlici. Med obema vojnama se je zavod selil na Kočevje. Entuzijasti so dosegli, da se je po vojni preselil v Ljubljano, v center dogajanja. Za to preselitev je bila precej zaslužna ravnateljica gospa Mira Ljubošek. Slepi so s tem bili v centru dogajanja in ne na obrobu. Seveda je bil zavod vedno napreden. Učitelji so se izpopolnjevali v Avstriji, Nemčiji, Ameriki, Angliji, Danski, Češki in še nekaj. Kot pomnim, se je zelo zgodaj uvajal kabinetni pouk, za kar je zaslužen gospod profesor Mece Rožanec, tudi ravnatelj zavoda. Tudi celodnevno osnovno šolo smo uvedli, kot je bilo priporočilo ministrstva. V zavodu je bilo to dobro. Učitelji so opravljali delo v razredu in v domu
slepega oziroma slabovidnega v vseh situacijah, spalnici, veceju, umivalnici, v prostem času in podobno. Povedati moram, da je bil zavod vedno odprt za vsa dogajanja v svetu. Tako je gostil leta 1975 Evropsko konferenco hipnopedagogov. Udeležba je bila velika. Udeleženci so bili iz vseh držav Evrope in celo iz Azije in Amerike. Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani je bil enakovreden podobnim zavodom v Evropi in celo v svetu. V zavodu smo zgodaj zaznali, da slepi in slabovidni, ki so doma, nimajo primerne vzgoje in izobrazbe. To je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Tako je bila organizirana tiflomobilna služba. Noben svet, za katerega smo izvedeli, ni šel mimo naše obravnave. V 70-ih letih še ni bilo ustrezne zakonodaje, a smo vse slepe in slabovidne otroke, za katere smo vedeli obravnavali, tako od Lendave do Kopra in Počesti. Seveda so morali biti učitelji za takšne obravnave usposobljeni. Dopolnilno tiflopedagoško usposabljanje je bilo organizirano na Pedagoški akademiji oziroma na Pedagoški fakulteti za defektologijo v Ljubljani. Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani je bil vedno povezan z lokalnimi skupnostmi. Tako kot danes se je z veliko mero opiral tudi na donatorje. Kajti državnega denarja ni bilo nikoli dovolj. Slepi in slabovidni otroci, dijaki, študentje so potrebovali sodobne elektronske pripomočke. V zavodu smo uvajali tudi nove dejavnosti, specialna znanja, ki so pripomogla slepim do boljšega razumevanja življenja in svobodnega gibanja. V 70-ih letih smo slepim in slabovidnim učencem dogradili novo telovadnico, in sicer na vrhu nove šole, ki je bila zgrajena pred nekaj leti nazaj. S tem je bila dana možnost rekreacije in razgibavanja slepih in slabovidnih. Slepi učenci so se sprehajali in orientirali tudi okrog zavoda, za kar so bili zelo hvaležni. Brez posodabljanja učilnic in kabinetov ni šlo. Dobili so nov kabinet za kemijo, biologijo, gospodinstvo, vsakodnevna opravila, zgodovino in geografijo, ter orientacijo in mobilnost. Tudi ostali kabineti so se posodabljali. Posebno pa moram poudariti, da je bilo vedno v vsej zgodovini zavoda tesno sodelovanje s starši. Vsi v zavodu smo se zavedali, da uspeha pri učencih ne bo brez sodelovanja staršev. Sam sem pa vedno poudarjal, da smo v zavodu zaradi otrok in vedno mora biti v ospredju otrok. Veliko bi še lahko razpredal, a ne bo dovolj. Naj zaključim s Shakespearom. Edina tema je stara in neznana. Vsem učencem želim veliko uspehov, sodelavcem oziroma današnjim delavcem pa lepega dela z mladimi slepimi, ki je res lepo delo. Hvala. Nekaj ključnih letnic bom izpostavila tudi samo v nadaljevanju. Vse se nocoj vrti okrog leta 1919 in če so zavod ustanovili tega leta, so ga že leta 1922 preselili v Kočevje, kjer je delo seveda potekalo v veliko skromnejših pogojih kot do tedaj v Ljubljani. V zavodu je bilo prostora le za 30 gojencev obeh spolov in za omejeno število odraslih slepih. Pouk v osnovni šoli je potekal v 3 kombiniranih oddelkih za usposabljanje in izobraževanje. Zavod je bil oddaljen od kulturnega središča. Slepi učenci in osebje so se ob koncu leta 1944 preselili
Tu so jih sprejeli v Zavodu za gluho mladino in jim odstopili del prostorov. Po osvoboditvi so v zavod spet prišli prvi ostareli borci. Leta 1945 je Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije dodelilo bivši zavod de Notre Dame slepim otrokom in leta 1946 se je zavod dokončno preselil na Langosovo ulico, kjer je še danes. To bomo naš sprehod skozi zgodovino za nekaj časa ustavili in se prepustili glasbi. Mila Vučko nam bo na kljunasto flavto zaigrala skladbo Serenata. Na klavirju jo bo spremljal kompozitor Ricardo Janoš. Prosim, aplavz za naslednjo skladbo. Zoran Škrinjar, klasični in džezovski pianist, skladatelj, muzikolog, klavirski pedagog, predvsem pa tudi promotor slepote in slabovidnosti, tako pri nas, kot tudi v tujini. Slišali bomo dve skladbi, avtor prve je nastopajoči sam, Phil Rush jo je naslovil, za konec pa bomo slišali še kratko džezovsko improvizacijo. Gospe in gospodje, na oder prihaja Zoran Škrinjar.
delovanja centra in še se je bomo. Še prej pa vabim na oder Sebastjana Kamenika, ki je za nocoj pripravil prav posebno točko, ki nas bo tudi nasmejala. Čas je torej za stand-up večera. Zdaj ne vem, ali mi zato ploskate, ko sem prišel, ali mi zato ploskate, da bi mislil, da je že fertik, pa grem kar nazaj. A ni zanimiv, 100-letnica zavoda, ne? Jaz sem 60 let manj starejši, ampak včasih sem zaradi dolgega jezika v zavodu dobil opomine, ukore, danes me pa vabijo na obletnico. Kako se vse spremenilo. Kaj češ, vsi smo bolj odrasli in zavodi njesli. No, zdaj pa takole, moje ime je Sebastjan Kamenik, a ne, zdaj ime vam nič kaj ne pove, primek je veliko bolj znan, včasih je bil v vsakem časopisu. Rojen sem bil v tej bogi familiji, da me mogla soseda roditi. Sam fotra smo imeli pa vsak svojega zaradi stroškov. Bilo nas je 7, a vsi smo bili Sebastjani. Ja, in ko so na socialni mamo vprašali, gospa Ljuba, kako jih boste pa ločevala, je rekla po priimkih. Jaz sem pa veliko bolj znam po svoji teti Mici, ona je v takih rovtih, mi rečemo rovte, takih hribih doma, da lisica velikrat skoraj krade, ko hrib obrnat ne more. Fižol se disbrzo strijeto, da se prime. Drugač čestitko za Abrahama je pa pri 60 letu čula. Ampak je fajna ta naša teta Mici. Sicer ima rahlo napako, ima spodnjo ustnico čez zgornjo in mož, stric Franc, ima pa zgornjo čez spodnjo. In ko mu ona reče, Franc, daj mi ljubčka. Mica, ti kar zahačala je. Jaz je pa znana, njo radi zelo, kljub temu, da je veliki doma, kar boste zdaj zvedeli, jo zelo radi obiščejo. Vzam so bili pa ne planinci, so rekli, gospa Mici, a lahko na vašo češplo markacijo narišemo? Ne, vi jo kar na hiša, dajte, jaz sem velik z doma. Ja, no, in bolj vsako leto jo obiščejo tudi gasilci, se jo spomnejo v tistih hribih, pa ji prinesejo koledar, ona jim taka glaš, pa kak evro verjetno in lani se jo tudi fehtali, so rekli, gospa Mici, za gasilski avto zbiramo, bi dali kaj zraven. Čist neč nam bom dala, čist neč, sem dala za mrtvaški, ga še enkrat me niso z njim pelali. No in ta teta Mici, ne, zakaj samo ne govorim o Franclu bolj mal, stric Francl je bolj tak tih, pa se pa ne pride do besede. Sam še tak vica povem, pa grem dol. V glavnem te dve štoriji, najprej enkrat jo je tekle po prsih božal, pa se je dobrikal. Pa je rekla, pa Francl, kaj delaš? Je rekel, radio Luksemburg hiše. Ja, je rekla, ste to spufano antena, boš ti, ko me jo vidiš, če dobil. Ja, drugač sta šla pa ona dva na poroko, pa na poročno potovanje, pa greta zvečer oziroma prespat, pa zjutraj iz hotela ven v avto, pa leti naš stric Franc nazaj. Je rekla, ja, kam pa greš? Je rekel, draga, se veš par kapljic krvi bom naliho spustil, da ti reši čas. No in ko sta imela zlato poroko, takrat, ko je rekel, ti kar zahakle, ne, ko je rekel, takrat sta pošla v isti hotel in sta spet prenočila in zjutraj greta in Mica leti v hotel nazaj, pride, je rekel Francu, draga Mici, tek sva se zaupala, rada sva se imela, 50 let si vse povedala, kaj za Boga si šla nazaj v hotel? Ja, kaj, Franci, kaj? Pljup na rjuho, da ti rešim čas. Hvala lepa.
so leta 1945 dogradili in moderno opremili šolsko stavbo. Učenci so dobili svetle učilnice, prostore za dnevno bivanje, predšolski oddelek in kabinete za specialno usposabljanje. Zavod se je tudi preimenoval v Zavod za slepo in slabovidno mladino. Leta 2000 je v Sloveniji začel veljati zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je tudi formalno omogočil slepim in slabovidnim šolanje v inkluzivnih oblikah izobraževanja. Leta 2004 je ustanovitelj Ministrstvo za šolstvo in šport priključilo celotni izobraževalni del Centra slepih in slabovidnih iz Škofje Loke Zavodu za slepo in slabovidno mladino. S tem so se v zavodu pričeli izvajati tudi programi srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. Z novim aktom o ustanovitvi je zavod postal edina nacionalna izobraževalna institucija v državi, ki izvaja vzgojno-izobraževalne programe za slepe in slabovidne otroke in mladostnike od predšolskega obdobja do zaključka srednje šole. Kako je danes, kako je bilo v zadnjih letih? Septembra 2016 se je Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana preimenoval v Center IRIS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Strokovna usposobljenost zaposlenih, programi pomoči, razvojna naravnanost in skrb za aktivno vključevanje slepih in slabovidnih v različnih starostnih obdobjih, Center IRIS uvršča med sodobne evropske centre za slepe in slabovidne. V šolskem letu 2019-2020 je v Centru IRIS zaposlenih 77 delavcev, od tega 57 strokovnih delavcev, med njimi je 10 tiflopedagogov. V prilagojene programe v Centru IRIS je vključenih 43 otrok in mladostnikov od vrtca do srednje šole. V inkluziji pa izvajamo dodatno strokovno pomoč za 240 otrok v obsegu 367 ur na teden. Poleg prilagojenih vzgojno-izobraževalnih programov izvajamo tudi zgodnjo obravnavo, ki je letno zagotavljamo za 50 predšolskih otrok z okvaro vida. Center IRIS izvaja tudi druge programe, ki so namenjeni osveščanju javnosti o potrebah slepih in slabovidnih, delavnice na vrtcu večerje v temi, hostel, 6 pik, ocena funkcionalnosti vida, organizacija izobraževanja, delavnic, seminarjev in tudi svetovanje pri prilagajanju okolja. In tako smo s prehodom po zgodovini prišli do današnjih dni. Zato na oder vabim sedajšnjo ravnateljico centra, gospod Katjušo Koprivnikar. Spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovana državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, spoštovani podžupan Mestne občine Ljubljana, spoštovani gostje, učenci, starši, sodelavci, prijatelji. V veliko čast in veselje mi je, da lahko danes stojim pred polno dvorano Slovenske filharmonije, v kateri so ob 20-letnici Zavoda za slepe, to je leta 1938, takratni učenci priredili nepozabni dogodek, ki je povsem prevzel Ljubljančan. Prepričana sem, da bo tako tudi danes. Da bi uspeli, morate biti pripravljeni, da zgrabite priložnost, ko se ta pojavi. Zapomnite si, da se 4 stvari nikoli ne vrnejo. Izgovorjena beseda, izstreljena puščica, življenje, ki je minilo in zamujena priložnost. Ta izrečena misel Ogmandine, avtor inspiracijskih knjig, združuje vse to, za kar se zavzemamo tudi v Centru IRIS. Na to, kako pomembno je izobraževanje za slepe in slabovidne, je bilo izrečenih že mnogo besed in izstreljeno mnogo puščic. Včasih so besede preslišane ali napačno razumljene. Puščice pa zgrčijo cilj oziroma letijo v prazno. Pri vsem tem pa je pomembno le to, da se ne vdamo ali obupamo in smo pripravljeni na priložnosti, ki se nam ponujajo. Obstoj šole za slepe in slabovidne
slabovidne je bil zaradi različnih družbenih razmer v državi večkrat na preizkušnji. A vedno znova je vodstvo uspelo prepričati odgovorne, da slepi in slabovidni potrebujejo svojo šolo, ki bo ustvarjala priložnosti za osvajanje znanj, veščin za samostojno življenje ter delo. Napredek in razvoj sodobne družbe danes slepim in slabovidnim omogočata neprimerno boljše pogoje za življenje, a njihove potrebe ostajajo enake, kot so pred 100 leti. Biti vreden zaupanja, spoštovanja in imeti priložnosti. Zaupanje, spoštovanje, odgovornost in sodelovanje so vrednote, na katerih temelji delovanje centra IRIS in so nam pomoč pri odločanju o razvoju šole, razvoju programov, poučevanju slepih in slabovidnih, pri delu starši in odpiranju centra navzven. Obdobje prilagajanja na nove razmere, ko je večina slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov vključenih v vrtce in šole v domačem kraju, je bilo težko in naporno. Kljub temu smo vzpostavili enega najboljših sistemov mobilne službe v Evropi, kar nam priznavajo strokovnjaki iz tujine. Ponosni pa smo tudi na obstoječe šolske programe centru IRIS, ki mnogim mladim z okvaro vida dajejo možnost izbire in priložnosti za razvoj potencialov, ki jih inkluzivno izobraževanje v tem trenutku še ne zmore. Zaupanje in spoštovanje gradimo na visoko strokovno usposobljenem kadru, ki znanje pridobiva predvsem v tujini ter na odprti komunikaciji. Naj se v tej priložnosti zahvalim vsem sodelavcem, ki dan za dnem s svojim dejanjem vplivate na izboljšanje kvalitete življenja otrok in njihovih družin. Danes center IRIS ni več le šola, je mnogo več. Je center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Je prostor, ki je odprt za vsakogar, ki potrebuje pomoč, podporo, nasvet ali informacijo. Je prostor, kjer je slišan in spoštovan. Pri ustvarjanju takih pogojev nas podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Varuh človekovih pravic in mesto Ljubljana, v katerem delujemo in ustvarjamo. Posebna zahvala pa gre vsem podpornikom, prijateljem in donatorjem, ki podpirajo tako posamezne otroke in mladostnike, kot tudi center IRIS. Zavedamo se, da smo kot edina vzgojna izobraževalna institucija v Sloveniji za slepe in slabovidne odgovorni za nadaljnji razvoj programov pomoči in podpore, ki bodo vplivali na kvaliteto življenja slepih in slabovidnih. Naš cilj je končno postati strokovni center za pomoč in podporo slepim in slabovidnim, ki bo omogočal celostno podporo. Razviti in razvijati iz srednješolske programe, ki bodo omogočali boljše zaposlitvene možnosti, kot je na primer turistični tehnik. Razviti in izvajati vzgojno-izobraževalne programe za gluhoslepe. Ustanoviti stanovanjske skupine, zaposlitveni center in podjetniški inkubator. Zgodovinski zapisi o razvoju šole za slepe nas spomnijo, da je uspeh odvisen od sodelovanja. Zato si želim, da bi tudi ob naslednji visoki obletnici zanamci v naših zapisih prepoznali moč sodelovanja vseh, ki smo odgovorni, da ustvarjamo in zgrabimo ponujene priložnosti. Ker mi to zmoremo in ker mi to znamo. Hvala. Sončna ura dobro ve, šteti temnih ur ne sme. Kaj zato, če temno, danes je vse nebo, jutri zlato sonce bo. Delaj, kakor te uči,
štele svetle sončne dni. Če ti je kdaj hudo, kar pozabi na to, saj bo jutri spet lepo. Kaj bi cmihal se cmeril, kaj bi točil solzi, če kaj narobe gre, sončna ura te uči. Štele svetle sončne dni. Če ti je kdaj hudo, kar pozabi na to, saj bo jutri spet lepo. Kaj bi cmihal se cmeril, kaj bi točil solzi, če kaj narobe gre, sončna ura te uči. Štele svetle sončne dni. Če ti je kdaj hudo, kar pozabi na to, saj bo jutri spet lepo. Zemlja je zgori mrzla, zemlja je znotri topla, moja sapa je mrzla, pa moja sapa je vroča bila. Po zidovah je tekel od moje vroče sape. O zim se je srežna viril po smrekah od moje vroče sape. Smreke, jaz vprašam vas, a vas tudi tresem raz, a res lahk sam mene, a lahk sam mene, a lahk sam mene, tok zebe. Aleš Kardalin praznuje nocoj z nami eden naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. Sicer pa ima vsak od nas, vsak človek svojo zgodbo, posebno zgodbo. In v zavodu se jih je v 100 letih delovanja nabralo kar nekaj zanimivih. Nekaj nam jih bosta podala Vitka Pavšič in avtor zavodskih zgodb Zdravko Zupančič, ki prihajata na oder. Pred skoraj 40 leti sem začel delati v Zavodu za slepe in slabovidne, ko se je takrat ustanova imenovala. In otroci so me takoj, sem
študent, otroci so me takoj učarali in sem si začel pisati dnevnik. Potem je ta dnevnik prerasel v knjigo. Knjigo so izdali še takrat v Ranki deželi, potem je pa leta 2012 bila prevedena angleščina in je šla na popotovanje, tako da zdaj jo berejo v Ameriki, v Indiji, v Afriki in z Metko. Ona je bila moja učenka, bova zdaj nekaj teh zgodbic tudi povedala, oziroma jaz bom zdaj česom škilo v knjigo. Pa kaj vaš čas pišete, tovariš? Pravljice. Pravljice o kom? Pravljice o vas. O nas. Pa bodo tudi v Brajevi pisali vodo. Kaj pa v kurirčku? Tudi. Kaj pa po radiju bodo tudi? Seveda. Hura! Potem mi bo pa Ata moral kupiti tranzistor, ker bom tudi jaz notri. Moja halja. To je spis za tovariša. Moja halja je rumena od jajček na oko, zelena od smrkavcev iz nosa, rdeča zaradi oščitnenega prsta, črna od trpočevega sirupa proti kašlju, rjava od blata deževnega dvorišča in bela od njihovega hrepenenja. Moja halja je bela. Koliko stane tranzistor, tovariš? Tisti, najmanjši, tisti, ki ga lahko vtakneš v žep. Ja, kakih 5 milijonov. 5 milijonov. Ko bi stal 100 tisoč. Ja, a 100 tisoč pa imaš? 300 tisoč imam, ampak tako rad bi si kupil še ene šumeče bombone. Zavod je njihovo mračno kraljestvo, ki ga poznajo do zadnje mišje luknice, z vsemi hodniki, sobanami, dvoranami, sobami in sobicami greb. Ne znajo pa spustiti bližnjega mostu, ki bi jih popeljal na travnike, polne poletja in vonja v svetlobniki. Takrat jih zgrabi srd in ročice se stisnejo v pesti in skodelice se nič krive mizo znajdejo in žoge obrcajo čisto drugače, kot se to ponavadi dela, in kocke skozi okna frčijo in stol dobi buško drugega stola in mizo z veliko majhno silo potisnejo v steno, da ji sape zmanjka, potem pa ležijo na tej isti mizi z obrazi pripiti in čisto tiho in čisto primerno poslušajo pravljico. In potem še eno. K meni sedite, tovariš. Postelja je edina povsem njihova dežela na ogromnih zavodskih prostranstvih, kamor te povabijo, kakor povabi sosed soseda na kavo. K meni sedite, tovariš. Vsi pridite, saj je dovolj prostora za vse. Imam še pol vrečke arašidov in 3 napolitanke. Zvečer in zjutraj so majhni vojaki z velikimi zobnimi krtačkami v malih rokah, se sabljajo z mrazom, goli do pasu. Kdor je hraber, dobi dvojno porcijo slastne zobne kreme. Kdor pa ni, pa tudi. Včasih ne vikajo, včasih pa tikajo, odvisno od dežja in sonca. Domov je najbolj veličastna beseda, ob kateri tako zelo pomembne besede, kakor so čokoladni puding za malico, balon s piščalko ali punčka, ki jo tovarišica prinese za zmeraj, postanejo popolnoma nepomembne. Nekateri odhajajo domov vsak konec tedna, nekateri na 14 dni, 3 tedne, nekateri pa samo
ob praznikih in počitnicah. Takrat si tudi zavodske stene polne kričanja malce oddahnejo. Ne bom oblekel te bunde, gre na jok Bojanu. Ta je za domov. V posebnem kotu omare je nova bunda hlače in čevlji. Samo za domov. Na koncert, v trgovino, na razstavo, gremo lahko v stari raztrgani bundi. In prava reč, če prideš s prehoda s polnimi čevlji vode, ali pa greš celo v copatih na sprehod. Najbolj priznani razgrajači, junaki, sedijo po petkih, popolnoma pri miru, tudi uro, dve, dokler ne pridejo polni, samo da bi nam mazali hlač. Tistih za domov iz posebnega kota omare. Zlahka bomo uspeli, če se bomo vsak dan naložili, da tisto breme, ki nam je namenjeno za tisti dan. Tovor bo pretežak, če bomo včerajšnje breme nosili tudi danes in težji dodali jutrišnje breme, še preden si ga moramo naložiti. No, naš tovor ni pretežak, pa tudi preveč si ga ne moremo naložiti. To je lahko dobre volje, sploh kdaj preveč. In zato bo v nadaljevanju pokalo od dobre volje, saj se nam bo na njem pridružila glasbena skupina centra Iris. Zaigrali nam bodo na Orfova glasbila in zapeli dve ljudski, Kje so tiste stezice in Tri ptičice. Potem pa nam bo Klara Podobnik ob spremljavi flortistke Karin Gron in pianistke Nele Laščak zapela še znamenito Mojčino pesem.
ena lepa naloga, slavnostna podelitev zahval tistim, ki si zaradi preteklih del zaslužijo, da se jim ob taki priložnosti, kot je letošnji jubilej, izreče spoštovanje in vrne vsaj nekaj malega v zahvalo za njihovo dolgoletno delo in trud. Če bi nagrado želeli podeliti prav vsakemu, ki nesebično in junaško pomaga in žrtvuje svoj prosti čas, pa tudi seveda zasebno življenje, bi tukaj sedeli še en teden. Pa še bi na koga pozabili. Zato bomo nocoj podelili zahvalo tistim, ki s svojim delom in prizadevnostjo najbolj vidno prispevajo ali pa so prispevali k spremembi in razvoju tako ljudi kot samega zavoda. Zahvale bo podelila ravnateljica, gospa Katjuša Koprivnikar, ki jo vabim, da se mi pridruži tule na odru pri podelitvi nekaterih zahval. Prvo zahvalo prejme Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ki ima status reprezentativnosti za slepe in slabovidne. Prihodnje leto bo praznovala 100-letnico delovanja. Poslanstvo zveze se odraža v odzivanju na različne družbene razmere in prepoznavanju posebnih potreb slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju in delu. Knjižnica slepih in slabovidnih, celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, projekti na področju dostopnosti okolja in informacij, to so le nekatere od dejavnosti, preko katerih zveza vdejanja svoje poslanstvo, zato ji Center Iris izreka zahvalo za dolgoletno sodelovanje in uspešno delo v korist slepih in slabovidnih. Tudi ob naslednji zahvali prejmejo Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Društvo je prostovoljna strokovna in poklicna organizacija, združenje strokovnjakov, ki s svojim poklicnim znanjem pomagajo osebam s posebnimi potrebami na področju vzgoje in izobraževanja, usposabljanja, zdravstva, socialnega varstva in zaposlovanja. V letošnjem letu društvo praznuje 70-letnico delovanja, katerega del je tudi sekcija tihnopedagogov. Člani sekcije so strokovni delavci Centra Iris, predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih, predstavniki fakultet in drugi. Društvo vsako leto organizira odmevne izobraževalne dneve specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter skrbi za mednarodno povezovanje, zato mu Center Iris izreka zahvalo za dolgoletno sodelovanje in podporo centru na področju strokovnega razvoja.
program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki slepim in slabovidnim osebam omogoča boljše pogoje za rehabilitacijo in s tem kvaliteto življenja. Vzpostavljeno je sodelovanje med strokovnjaki z področja oftalmologije in tiflopedagogike, kar vpliva na strokovni razvoj zaposlenih tudi v centru IRIS in zato jim seveda izrekamo zahvalo, ki jo prejmejo naknadno. Mestni občini Ljubljana. Mestna občina Ljubljana ima slogan, ki se glasi Ljubljana za vse, primeren pristop do vsakogar. V okviru številnih aktivnosti, ki jih mesto izvaja za izboljšano kvaliteto življenja in dela oseb s posebnimi potrebami, je tudi akcijski načrt Ljubljana, občina po meri invalidov za obdobje 2019-2020. V njem so posebej opredeljene aktivnosti, ki se nanašajo na slepe in slabovidne. Največ pozornosti namenjajo posodobitvi načrta talnega atraktivnega vodilnega sistema in s tem ureditvi varnih poti za slepe in slabovidne. Evropska komisija je mestu Ljubljana leta 2018 podelila srebrno priznanje za širok pristop do dostopnosti vsega prebivalstva in s tem tudi oseb s posebnimi potrebami. Mesto Ljubljana aktivno skrbi za prometno varnost slepih in slabovidnih, se odziva na različne potrebe oseb z okvarami vida in aktivno sodeluje v svetu zavoda, zato je center IRIS izreka zahvalo za dolgoletno sodelovanje in skrb za zagotavljanje dostopnosti okolja slepim in slabovidnim. Da boste še naprej s takim entuziazmom, veseljem in srčnostjo podpirali ta barviti svet za tiste, ki ga tako kot mi ne morejo biti, tako pa skozi vaše oči in delo doživijo. Slovenije. Zveza Lions klubov Slovenije združuje 59 Lions klubov z več kot 1500 člani ter 19 Leo klubov z okoli 200 člani. Pomemben del dejavnosti zveze in posameznih klubov je namenjen tudi slepim in slabovidnim, s katerimi vplivajo na dvig kvalitete življenja posameznika z okvarom vida, kot tudi njihovih družin. Zveza Lions klubov Slovenije center IRIS aktivno podpira v prizadevanjih za zagotavljanje enakovrednih pogojev za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, izvajanje programa zgodnje obravnave in tranzicije šole v strokovni center, ki poteka že od leta 2008. Zato center IRIS vsem članom in članicam Lions in Leo klubov izreka zahvalo za dolgoletno sodelovanje in humanitarno podporo centru IRIS ter slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom. Zahvalo prejme tudi Porsche Leasing Slovenija.
letos so bila vozila namenjena predvsem prevozu otrok in mladostnikov, danes pa so namenjena tudi uporabi za strokovne delavce, ki obiskujejo otroke in mladostnike z okvaro vida v vrtcih, šolah ali na domu širom Slovenije. Porsche Leasing Slovenija z donacijo vozil pomembno prispeva k zagotavljanju boljših pogojev dela za zaposlene in zagotavljanju kakovostnejših programov pomoči, zato mu Center Iris izreka zahvalo za dolgoletno sodelovanje in podporo na področju zagotavljanja varnih vozil pri prevozu otrok in mladostnikov. Zahvalo prejme tudi Radio Ognjišče. Nastaja oddaja Luč v temi, ki je namenjena slepim in slabovidnim. Preko oddaje, ki jo vodi Sonja Pungartnik, Center Iris mesečno obvešča širšo javnost o dogajanju na šoli in o potrebah slepih in slabovidnih. Center Iris Radio Ognjišče in voditeljici Sonji Pungartnik izreka zahvalo za dolgoletno sodelovanje in medijsko podporo centru na področju ozaveščanja javnosti o slepoti in slabovidnosti. To zahvalo pa prejme Cvetka Rožanec. Kot učiteljica slepih se je specializirala predvsem za delo v prvem in drugem razredu osnovne šole. Sodelovala je pri organizaciji mobilne tiflopedagoške službe osnovnošolskih in predšolskih otrok na domu. Sestavila je abecednik za slepe otroke s prilogo reliefnih podob za učenje posameznih črk, ki ga uporabljamo še danes. Je soavtorica mnogih strokovnih gradiv in avtorica številnih priročnikov za poučevanje slepih otrok. Skrbela je za založniško dejavnost v zavodu in organizirala tiskanje učbenikov za slepe ter organizirala številne seminarje in izobraževanja. Bila je zvesta in neumorna sodelavka svojega slepega moža, pedagoga in ravnatelja v zavodu za slepo in slabovidno mladino Franceta Rožanca. Gospe Cvetki Rožanec in s tem simbolično tudi vsem strokovnim delavcem, ki so vseh 100 let se trudili za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, Center Iris izreka zahvalo za dolgoletno pedagoško delo in prispevek k razvoju tiflopedagoške stroke.
zadnjo točko vsi nastopajoči. Izvrstni so bili in res hvala še enkrat vsem skupaj. Ste za aplavz? Nocojšnji slovesen večer preživeli v naši družbi, tako smo tudi naš dogodek uspešno pripeljali do konca. Skozi teh 100 let se je verjetno nabralo veliko lepih, krasnih, pa tudi slabih trenutkov. Tisti bodo zbledeli, lepi pa bodo ostali. In te lepe moramo vedno deliti med seboj. Tako da ne odhajajte tam daleč v nadaljevanju, se vas vabim še na druženje v malo dvorano prvega nadstropja. Bomo pa se poslovili veselo, drugače ne gre, s harmoniko. Benjamin Škrab je tudi z nami za piko na i temu večeru. 3 skladbe, Moja frajtonarca, Veseli Ribrčan in Golica, pa še oba spremljevalca na kitari moram izpostaviti, to sta Vili Marinšek in Maja Matričič Marinšek. Narodno-zabavni ritmi torej ob slovesu. Najlepša hvala seveda tudi vsem vam, ki ste praznovali z nami. Iskrene čestitke centru tudi v mojem imenu. In, gospe in gospodje, se vidimo čez 100 let. Living is your spontaneo taulita Ci zakluzna moje barwy Ticho proszają temi Lezakaj se poigrana Znam suda jest beduj Lezakaj mile pripila Simona szarku Moja frajtonarca, moja ljubica, prešla mi je v kri, ko so na knihni krila daja, prižila mi luči. Moja frajtonarca, moja ljubica, plači življenja mojega. Prestile mi mogel, prestili mi, ostekle Dał się szedł naprzej swoją pół, co uskał żywie jest pisem, czerpał na serwą sól, swoich dominów przyjrzał, dała mi śmierci, daj dać pasmek, nowe jadę, kołuliże. Moja frajtonarca, moja ljubica, prešla mi je v kri, ko so na knihni krila daje, prižila mi luči. Moja frajtonarca, moja ljubica, plači življenja mojega. Prestile mi mogel, prestiti bil, prestiti I'm
sin. Hvala lepa, dober večer, želim vsem skupaj. No, najprej bi voščil v svojem imenu in v imenu mojih dveh spremljevalcev vse najboljše v centru Iris, pa še na mnoga zdrava ter uspešna leta. Zdaj pa najboljše gremo kar z veselim Ribenčanom naprej. No, vidite, jaz sem se zdaj rekel, gre zdaj, pa mogo že počas končati. Mislim, ja. Glavno, super publika ste bili, lušno smo se imeli. Zdaj pa ni veselice brez, tako je. Srečno do prihodnjič.